seveda tudi to jutro se bomo posvetili kulinariki. Tokrat sicer bomo kuhali po britansko. Tako je. Dobro jutro, Anja. Dobro jutro. Nekaj malo sestavin imamo tukaj le na pultu. Je vse, kar potrebujemo za današnje kosilo? Ja, smo preverili. Danes bomo pripravili fish and chips, zelo tipično britansko jed, oziroma ocvrta riba z ocvrtim krompirčkom. Najprej bomo pripravili ocvrt krompirček, potem pa se bom posvetila pripravi ribe. Riba že tukaj lepo diši. Riba je že voham, ker se tudi že lepo segreva. Ja, tako da najprej bom začela s pomfrijem oziroma s krompirčkom, pa bomo to kar odprli, kar z nožem. Alja, ti sicer živiš nekako razpeta med Londonom, Ljubljano in Moskvo. Čeprav bi rekla, da je London nekako že tvoj drugi dom, glede na to, da si zdaj že kar nekaj časa tam. Tako je, pri 19 letih sem se samostojno in brez kakršnega koli zaledja in predpriprave preselila v London in kmalu pa stal moj drugi dom in še zdaj imam zelo globoko in posebno povezavo z Londonom in se vračam predvsem delovno, pa tudi včasih zaradi lastnih užitkov in oziroma obiska tega mesta se vračam. Ja, meni je to fenomenalno mesto, ki v bistvu združuje cel svet, zelo multikulturno mesto, kjer jaz rečem za London, da je to cel svet v enem mestu. Ampak potem sploh človek doživi pravo Anglijo, recimo, če je to svet v Londonu. Tudi ja, ampak ker je toliko združenih kultur, nacionalnosti, tudi kar se tiče kuhinje na vsakem koraku, to res mesto na nek način zelo bogati. Se pa strinjam, da verjetno za čisto tipično Anglijo, da jo človek izkusi, pa verjetno malo bolj, da se gre na podeželje. Ampak tudi v Londonu se da izkusiti. Se da. Zdaj pravijo, da Britanci niso ravno užitkari, kar se tiče nekako ljubezni do hrane. Kako si ti doživela to kulinarično popotovanje? Vendarle si tam živela, torej v bistvu si dodobra spoznala tudi angleško kulinariko. Ja, angleška kulinarika ni ravno raznovrstna, bomo rekli. Zelo radi imajo bolj ocvrte stvari, tudi kar se tiče angleškega zajtrka. Zelo mi je všeč recimo tudi tale njihovo nedeljsko kosilo, ki so mi ga enkrat prijatelji zelo lepo pripravili. Goveje juhe verjetno ni. Goveje juhe ni. Je pa nasplošno so Angleži znani, da si ne vzamejo radi zelo veliko časa za kosilo med službo. Zelo pogosto bomo videli na ulicah, kako hitijo iz pisarne v pisarno s sendvičem v roki. Tako da... Kaj je potem v bistvu glavni obrok med tednom, večerja pri njih ali vendarle zajtrk? Pa se mi zdi, da je to, zdaj bomo pa kar dali pomfri počasi notri. Opa, bo. Opa, počasi bo, evo bo. Glavni obrok se mi zdi, da med delovnikom bolj večerja, ker za večero imajo šele čas, pa tudi zajtrk, angleški zajtrk. Ampak se mi zdi, da v Londonu, kar sem sama izkusila, je to zelo odvisno od posameznika, od urnika, od načina dela. Veliko oseb že ob 7-6 zjutraj začne z delom v pisarni in niti nimajo časa za neke obilne angleške zajtrke. Recimo na snemanjih filmskih, kjer sem tudi jaz veliko prisotna, pa je vedno prisoten angleški zajtrk in se vzame več časa za obroke, tudi za kosilo. Kakšen pa je pravzaprav angleški zajtrk? Angleški zajtrk predstavlja fižol, gobe, ocvrte klobase, ocvrto meso, potem je takšen polpet, se imenuje hash brown, ki je v bistvu krompir, ocvrt, ampak je kot nek polpet. Potem tudi paradižniki na žaru. Sem kaj pozabila? Jajce? Jajca lahko tudi, ja. Kosmiči? Ja, ne? To ni del tipičnega angleškega zajtrka, ampak seveda se lahko to tudi je, če se želi, ja. Pa bolj pogosto je zraven nekako toast, to ponudijo. Toast, ja, ali pa tudi takšna bombica iz kruha, kamor si včasih tudi dajo notri te
klobase angleškega zajtrka in tudi tako pojejo. Ja, pa scrambled eggs oziroma takšna umešana jajca so tudi za Angleže zelo značilna. Tako da angleški zajtrk, moram reči, mi je všeč, ne moram ji pojesti vsega iz angleškega zajtrka. Ne, da so, ja, je pa obilen zajtrk. Jaz ne bi niti mogel probati vsega, kaj šele pojesti. Je pa res, da se mi zdi, da z vsakim angleškim zajtrkom lahko več pojem. Včasih nisem mogla paradižnika jesti zjutraj za angleški zajtrk, zdaj pa že gre počasi. Jaz bi imel večje težave s kakšnim mesom ali pa kaj. Ja, meso tudi bom še kar po moje pustila na strani za zjutraj, ampak ja. Super. Medtem, ko se krompir peče, mi da skočiva v našo dnevno sobo na en kratek pogovor. Z ribo pa počakaj bomo pa. Bom počakala z ribo, dobro. Lahko da skupaj naredimo. Bomo skupaj. Da vidimo, kako izgleda. Super. Tako, mi pa smo že v naši angleški kuhinji, lahko rečemo tako danes. Če tako le diši po Angliji, pa ne bom obiskal. Preveč olja? Ja, preveč. Ne, včasih pa mogoče res zapaše tudi kaj masnega. In če si v Angliji, vendarle si moraš privoščiti kaj takega. Že zaradi izkušnje. Točno to. Sploh, če greš še v pub zraven. A to tebe bolj zanima? Ne, pač opomba. Krompirček, kako kaže? Krompirček bo zdaj, tako da sem že kar ugasnila, pa ga bomo počasi dali ven. Medtem bomo pa začeli pripravljati našo ribo. Ok, kakšen poseben postopek? Ja, zelo poseben postopek. Če to želimo pripravljati v Sloveniji, imamo v Sloveniji najbolj primerno ribo za to trsko. V Veliki Britaniji pa obstaja še več rib. Tako da jaz jo bom zdaj kar odprla. Torej, danes imamo trsko. Trsko imamo, ja, sicer 2 fileja. Za vsakega eden. To pa bo kosilo. Ja. Ampak zdaj nekako pač v Veliki Britaniji... In malca in večerja. Ja. V Veliki Britaniji recimo pač fish and chips ponudijo, tako recimo na ulici lahko kupimo, ne? Na vsakem koraku. Na vsakem koraku, ali pa tudi v malo boljših restauracijah. Kakšna je razlika recimo glede kakovosti? Ja, razlika v kakovosti. Razlika v kakovosti, dobro. Razlika je v kakovosti. To, kar se da dobiti praktično na vsakem vogalu kot hitro prehrano, je res pripravljeno po najcenejšem olju, kar se seveda tudi čuti po tem, če ga preveč poješ. Jaz tole kar vmes ven lahko poberem? Lahko, ja, če lahko pomagaš, super. Ja. Pa tukaj so brisačke, če boš še potreboval. Če pa gremo v bolj kvalitetne restauracije, so pa seveda pripravljene z malo več pozornosti, z malo več kvalitete. Tako da razlika je. Razlika je očitna. V redu, zdaj... Zdaj imamo tole ribo, najprej jo popivnamo z papirnatimi brisačkami. Moramo paziti, da se nam mogoče ne prime brisačka na ribo. Tako, potem še drugo. A še jaz kaj pomagam? Zdaj bom razmislila, kaj lahko. Tukaj imamo pripravljeno eno skodelico moke, lahko kar daš noter v posodico. Tukaj bomo pripravljali maso. Potem lahko dodaš pol skodelice koruznega škroba, ki ga bomo tudi dodali v maso. Pol skodelice koruznega škroba. Jaz bom pa zdaj tole ribo, oziroma ta 2 fileja, posolila po obeh straneh. A bo dost? Pol, ja, bo v redu, ja. Škrob pusti tole maso okrog ribe zelo lepo, ko se cvre, da res vse ostane na ribi. Torej ribo posolim jaz tukaj. Dodam tudi malo popra. Dobro. Kaj pa imamo tole? Tukaj imamo pecilni prašek. Ja, torej v maso lahko zdaj še dodaš 1 žličko pa pol pecilnega praška. Zakaj pa pecilni prašek? Ja, to so pa skrivnosti angleške kuhinje. Super. 1 žličko pa pol, ne? 1 žličko pa pol. Jaz bom pa vmes tole ribo, ki je zdaj že posoljena in popoprana, jo bom obrnila v moki. Tole pomeša. Lahko kar pomešava, ja. Kako je krompirček? Evo, bo. Pravi angleški, tako tudi v Angliji, da bi ima malo razpuščenega, malo takega. Zelo mastnega. Sem dal to kar na 2 krožnika, tako da bomo pol... Saj imamo tle še za ribo, da jo potem odsedimo, vmes to kar pripravil. Potrebujemo še eno olje za...
Bomo kar uporabili istega. Kar štartamo, a ne? Pri fish and chips se veliko krat uporabi kar isto olje. Super. Torej ribo se bom jaz zdaj dala v moko, takole lepo. Tukaj pa lahko dodamo še zdaj, če daš lahko 1/4 žličke paprike kot začimbe. Jaz bom dodala še malo popra. Če bomo kar tole tako po občutku. Ja, kar lahko po občutku. Pa malo bomo tudi posolili. Super. Takole premešamo. Tole bom kar jaz zdaj še ugasnila. Če dodam še malo rdeče paprike za barvo. Malo za barvo, da bo malo bolj rdeča riba. Tako. Zdaj pa dodamo še ali eno skodelico gazirane. Dobar je. To je pa topla mineralna voda. Lahko dodamo eno skodelico gazirane vode ali pa eno skodelico piva. Dobra. Brez alkoholnega? Po želji. Dodamo. Tukaj in premešamo. Aha, hvala. Zanimivo. Zdaj pa lahko kar žlico tole premešamo. Lepo premešamo. Če se nam zdi, da je malo pretekoče, lahko dodamo še malo moke ali pa tudi koruznega škroba. To se pa splače mogoče, ne? Preizkusiti ta angleški recept doma. Ja, pa tudi recimo nobenih jajc ne potrebujemo, če slučajno oseba ne je jajc, kaj podobnega. Je pa res zelo preprost recept. Se pa lahko tudi v pečici naredi, če slučajno kdo želi malo manj olja pojesti. Ni pa recimo nobenih variacij, ne vem, da bi dali še kakšna semena noter, ali pa kaj, veš, da bi malo izboljšali? Obstajajo. Prej smo se pogovarjali o bolj kvalitetnem fish and chipsu v bolj kvalitetnih restauracijah. Tam obstajajo tudi razne variacije. Mogoče s kakšno drugo moko, da se naredi, da se doda kakšna semena. Malo bolj premešamo, da bo res gladka masa. Ali, ampak prej si rekla, da so te prijatelji povabili na nedeljsko kosilo, ti so tradicionalno, ampak nismo potem uspeli izvedeti, kaj so pripravili takrat. Pripravili so takšno govedino, se ne vem, kako so to govedino sploh pripravili, ampak ko se je narezala, je bila res notri še rdeča, ne krvava, ampak tako rdeča. Sočna. Sočna. Potem tale Yorkshire pudding, ki je v bistvu takšno, izgleda kot eni mafini, ampak niso mafini, tako slano pecivo bi lahko rekli. Slani mafini, ki zelo, zelo pašejo k temu Sunday roastu, imenuje se Sunday roast. A v tem se pečejo tudi klobase, ali kako? Nekje sem videla ta recept. Potem se naredi tale roast sos, ki je v bistvu omaka, ki se potem prelije po tem Yorkshire puddingu in tudi po mesu. Sledi še grah, skuhan grah, potem na žaru ali pa v pečici popečen, ali pa nekako popečena mešanica zelenjave, torej korenje, čebula, lahko tudi krompir se še doda. Tako da ja, prava poslastica, prava pojedina, sploh ko je to domače narejeno, je to res dobro. Pa tudi, če greš v dober angleški pub, tudi tam lahko naročiš dober Sunday roast. Si je vredno zapomniti. Ja. Tako, mi bomo tole zdaj pomočili, ne? Tako, masa je pripravljena, potem pa gre v olje. Olje lahko tudi že kar prižgemo, da se ponovno segreje. Tako da vmes, ko se vrnemo, bo to že pripravljeno. Bi moralo že biti, ja. Super. Gremo? Ja, gremo. Dajmo pogledati. Pa že postreženo. Jaz svojo že čakam, s postreženimi. A grem jaz tudi to? Ne, veš kaj, v bistvu videla sem, da so tukaj dva krožnika, pa me je bolj potegnilo, res sem. Ja. Zdaj dodala sem še tatarsko omako, ponavadi se servira s tatarsko omako, lahko pa se doda tudi kaj koščko limone po želji. Ampak recimo s tatarsko omako je bolje, pa potem brez limone. Zdaj pa po želji lahko jeste z rokami, lahko s priborom. Riba je pripravljena, krompirček tudi. Tako da vabljena k pokušanju. Evo, tako, ampak veš kaj, zdaj v ozadju slišimo eno glasbo, ki pa ni tipična angleška, britanska, ampak je tvoj komad, čeprav je v angleščini. Ja. A ne da? Ja.
To je v bistvu nova skladba? Nova skladba, tako je z naslovom Give Me Your Time, ki je nastala v sodelovanju z londonskim pevcem Romelom. V bistvu sploh niso pričakovala takšnega uspeha, ampak šele nedavno nazaj so nam sporočili, da se predvaja najin spot na MTV-ju. Wow, bravo, čestitke. Na afriškem MTV-ju in še na 2 drugih največjih glasbenih kanalih Afrike, pa na lestvici top 100 Nigerije je. Tako da, pa še na parih lestvicah. Tako da, ja, moja prva afrobeat pesem. Čestitam. Zelo zanimivo, kako se prav spomniti tistega popodneva, kako so se dobila v studiu še s producentom, brez kakršnih koli pričakovanj, tudi idej glede pesmi. Videla so samo vedela, da želiva neko skupno sodelovanje, pa smo se prepustili kreativnemu procesu, niti nisva imela nobenih melodij, nobenega besedila napisanega, potem pa v tisti 4-urni, kako bi rekla, sessionu, v 4-urnem snemanju se je vse rodilo in v 4 urah, 5 urah smo posneli vse vokale, v bistvu najprej napisali vse, posneli vse vokale, produkcijsko vse ustvarili. Tako da, ja, potem pa sva trdo delala še za ostale korake, spot posnela in tako naprej. Tako da, ja. Super. Zakaj taka zvrst? Zakaj si šla v to smer? Pa v bistvu, jaz sem zelo odprta za druge žanre in ne želim biti samo v nekem takšnem kalupu, bi rekla, ja. Obožujem vse zvrsti glasbe in v bistvu afrobeat mi je bil že zelo dolgo mi je všeč, blizu in tudi rada plešem na njega, oziroma je tudi zelo tak sproščujoč. Potem pa smo si rekli, no pa poskusimo narediti nekaj afrobeat. No pa smo poskusila, to je vam prišlo in zdaj sem da uradno prva slovenska afrobeat izvajalka. Čestitke. Ampak te bomo videli v prihodnosti tudi v kakšnem filmu, ne? Nazadnje si bila seveda povsod tudi v slovenskih časopisih, ker si nastopila v filmu Barbie. Se ti obeta mogoče kakšna vloga? Vem, da o teh stvarih pač vseeno ne smeš še govoriti, ampak mogoče kakšen namig? Ja, bo, ampak zaenkrat še ne smem izdati. Skrivnost. Pa tudi trenutno delamo na teh zadevah, tako da ja, bo. Kako je fish and chips? Meni je zelo dobro. Kako je riba? Riba je pečena. Riba je takšna, riba je pečena, je ocvrta in vidim, da se kar dol, da je zelo takšna gladka, ne? Nekaj zdrsne dol. V bistvu mi je všeč, kar razpada, no? Ja, to je pri fish and chipsu, pri tej ribi, da je takšna razpadajoča. To je zelo dober okus. Slano, ravno prav, da vidim še krompirček. Tatarsko je v redu? Ali bi zapasala bolj limona zraven? Ne. Tatarska, ne? Kaj pa kakšen kečap pa takole? Kečap tudi lahko, ampak bi rekla, da je to bolj za nekvalitetne fish and chipse. Ko lahko si damo še vse, ja. Potem bi lahko rekli, da imamo še ajvar zraven, pa kakšne take zadeve ne. Ker ostane mi kajmak. Veš kaj, mogoče še kakšen popotniški nasvet, glede na to, da si domačinka v Londonu. Ja. Kam se odpraviti, če se bomo mudili zdaj v prihodnjih mesecih v Veliki Britaniji? Kaj si gledati v Londonu, da ni čisto tipično turistično? Da ni čisto tipično turistično. Jaz sem ravno želela vprašati, tipično turistično ali netipično. Jaz bi rekla, meni je v Londonu zelo pri srcu Greenwich. To je tudi tam, kjer je ta observatorij, tudi zelo velik park je, zelo lep predel Londona, ob reki. Potem, bolj bi tako rekla po teh okrožjih, da vam zdaj le povem, potem pa kaj tam zadelati. Ker kakšno ta okrožja so mi zelo pri srcu, ali pa Hampstead Heath, ki je pa bolj na severu. Tam imam pa jaz tudi občutek, kot da nisem v bistvu v Londonu, kot da so meni taki angleški vasici. Tudi tale znana angleška igralka Helen Bonham Carter igra, živitelj. In enkrat sem jo srečala, se spomnim. Si se slikala? Da je šla je. Ne, pa se pa nisi srečala. Če se nisi slikala, se pa nisi srečala. Ne, če ni bilo na Instagramu, potem se ni srečala. Sem se želela, ampak je šla ravno v knjigarno in sem rekla, takrat sem bila še stara 19 let, pa še s Harryjem Potterjem obsedena. In sem rekla, lahko prosim eno fotko, pa rekla, joj, sweetheart, ljubica, žal ne, žal pač, ko sem sinom, tega ne delam, ker je bila ravno s sinom. In ko je to rekla, sem bila res, wow, ko sem imel, ko
si razdeliš svoj čas in res postaviš prioritete. Tudi za take zadeve, da si tako, ne, zdaj pa tega ne bom, zdaj pa vsaka sekunda. Ja, me je kar prešino in mi je do zdaj še ostalo. To je bilo že toliko let nazaj, pa se vam še zdaj v spominu. Evo, prioritete so pomembne, Nanja, prioriteta je, da zdaj to pojeva. Hvala ti za tole malčko. Hvala vam. Vse dobro naprej in pa čakamo naslednjega. Ja, in uspešno v tujini in pa vedno vabljena v naše jutro. Hvala, z največjim veseljem vedno.